Dober dan, en lep kolesarski pozdrav. Tak čudovit dan se je naredil, da sem mogel iti en Giro. Med vožnjo pa vam bom povedal, kako izgleda moje kolesarjenje po prebolelem covidu. Čau. Danes je 20. november in sončno vreme, 13 stopinj Celzija. Jaz se odpravljam proti Krasu, da malo sprobam, če je covid pustil kakršnekoli posledice. To ni moje prvo kolesarjenje po prebolelem covidu. Prvič sem šel pred 2 dnevi, ampak takrat ni bilo časa snemati, ker sem skočil prav na hitro po službi in do sončnega zahoda sem imel samo 1 uro in 20 minut. Tako po ravnini sem prevozil hitrih 40 km, kjer sem opazil tisti normalen upad kondicije, ko ne greš 3-4 tedne na kolo. Nisem pa imel občutka, da bi mi zapiralo pljuča. Danes pa samo nameravam na Krasu še preveriti, kako se obnesejo vzponi in to je to. Potem pa spet nabiranje kondicije in gremo korajžno naprej v zimo. Ja, moram reči, da sem kolo postavil na stranski tir in to zaradi covida skoraj za en cel mesec. Zbolel sem 21. oktobra, ko sem začel zvečer tako pokašljevati in se mi je še zdelo čudno, kako je možno, da bi se prehladil. No, naslednji dan, 22. oktobra, sem pa popolnoma obležal. Bil sem dobesedno priklenjen na poslu, ni mi pasalo iti niti na WC, niti jest. Prav res sem bil bogi. Vročina ni bila visoka, tam okrog 37,6, ampak je pa vztrajala celih 8 dni. V naslednjih dneh je bilo potem počutje rahlo boljše, ampak ves čas bolniške sem čutil, da sem slab. Mojo bolezen so spremljali tudi glavoboli in pa take nenormalne bolečine v prsih, kakor ko smo bili mladi po kakšnem heavy metal koncertu, ko se tam 3-4 ure prerivaš v prvi vrsti tik pod odrom. Tako mi je stiskalo pljuča, če sem bil pokonci. Nisem pa imel občutka, da bi imel težave z dihanjem, to pa ne. Vzporedno s tem sem opazil tudi izgubo okusa in vonja. Okus se mi je vrnil pred kakšnim tednom dni, vonja pa po enem mesecu še zmeraj nimam. Ampak tiste prve dni je bilo najslabše, ker karkoli sem pojedel, jaz sem imel občutek, kakor da žvečim plastiko. Po 2 tednih karantene sem šel potem nazaj v službo. Še danes me pa kdaj občasno sili na kašelj, ampak nič hujšega. Se mi pa zdi prav fajn, sem se tako super oblekel. Prav prijetno se počutim, tako toplo mi je. Čudovita jesen. Tako, zdaj sem tle prišel na konc Mirna. Tukaj me zdaj čaka vzpon na Kras in da vidimo, kako se bo obnesla moja situacija. V tem osojnem predelu je še prav mokra cesta. Celo vidim sapo iz ust. Tako hladno je. Ja, ta klanc ponavadi peljem 13 na uro, zdaj grem pa tam okrog 11-12. Ampak mislim, da niso kriva pljuča, ampak pač po enem mesecu brez kolesa bi bil verjetno na enak način brez kondicije, kakor sem danes. Glede na to, da sam ocenjujem glede na svoje počutje, kako sem zadihan, mi bo mogoče še kdo drugi povedal, kako izgleda, če ti res covid napade pljuča, in kako se potem obnaša tvoje dihanje in nasplošno kondicija. Živjo, kako se počutiš? Kako gre? V redu. V redu? Ta vzpon ima 2,5 do 3 km, zdaj natančno ne vem.
Peljem ga ponavadi okoli 13 na uro. Danes sem pa opazil, da 13 je šlo samo v serpentinah, kjer se malo zravna, če ne vmes pa tam okrog 11 pa 12. Precej sem bil zadihan, nekaj sem tudi zadihan povedal na kamero, da se vidi, ampak bi rekel, da je tu samo slaba kondicija, ne pa posledica covida. Dobro, no, kam še boš zdaj naprej? Najprej sem mislil narediti enih 70 km, ampak ne vem še. Zdaj bom šel pogledat še malo naprej proti Krasu, da vidim, kakšno je vreme v Italiji, ker je bila napovedana neka megla. Nič, to je to. Ja. Bodi fajn, lepo sneme in se vidimo. Bom, ti pa lepo vozi in srečno pot. Hvala. Čau, čau. Ja, soproga ima danes tudi svojo seanso na Krasu, ker mora posneti en video za svoj kanal 10.000 korakov na dan in bo šla do pomnika miru na Cirju. Mislim, da bo kar lep video, glede na to, da je dan zelo, zelo lep. Evo, poglejte zdaj to, v kakšnih lepih barvah je Kras. Ja, sveta kondicija in performance. 2 dni nazaj sem bil kar suveren, kratkih 40 km po čisti ravnini sem ga kar dobro žgal. Sicer sem čutil po poti, kako me je pobiralo, ampak ok, še vseeno sem imel 30 povprečje in počutje je bilo super. Tudi danes moram reči, zaenkrat je vse tip top. Pač ok, sem malo bolj utrujen, malo bolj zadihan, vem, čutim, da sem zdrav in da bo z malo treninga spet vse ok. No, tisti prvi teden v službi je minil dokaj hitro, potem sem pa itak imel načrtovan dopust, zato da smo porabili še bone, tako da sem bil en dober teden na naši obali. Nekaj ste videli tudi v videoposnetkih, tam sem naredil 2-3 videe kar tako peš. Poleg tega se mi pa zdi, da sem si na tistem morskem zraku in sprehodi še dodatno izboljšal zdravje. Ja, pa se vidi tle gor na Krasu, da je res neka čudna meglica. Tle sem zdaj jaz prišel do tega kraškega roba in dobesedno je tako, kot je bila napoved, da je Italija oziroma ta italijanska ravnina komplet v megli. Tako da se bom jaz držal naše strani Krasa in se lepo po slovenski strani, po sončni strani vračal nazaj domov. En kilometer proč je že spet sončno, super sem se odločil. Kar je pri tej zgodbi tudi pomembno, je to, da sem jaz bil proti covidu cepljen, 2 odmerka AstraZeneca in sicer v mesecu marcu in maju. Očitno je odpornost proti virusu z meseci popuščala, ker kljub temu, da sem bil cepljen, imam občutek, da me je bolezen kar dobro zdelala vsaj tistih 10-14 dni od začetka. Enako velja tudi za mojo soprogo. Hkrati sva bila cepljena z 2 odmerki in v razmaku 2-3 dni je zbolela potem tudi ona. Midva sva potem kontaktirala osebno zdravnico in sicer v smislu, kako bi zdaj bilo s 3. odmerkom, ampak je rekla, da to, da smo preboleli, se šteje kot 3. odmerk. Tako da nekje do aprila smo zdaj zaščiteni, pa bomo videli pa, kako bo naprej. Ja, jaz sem se odločil, da bom odpeljal tisto svojo klasično kraško vipero, tako da bom lahko doma poiskal eno od primerljivih in vam bom potem v montaži od spodaj napisal, koliko slabšo povprečno hitrost sem imel. Zdaj samo še poiščem en jugozahodni spust dol z Krasa, da se ne bom vračal po tisti mokri cesti, da se še kje ne sesujem. Ja, tale spust z Krasa dol je bil super, ker je bila cesta ves čas obsjana s soncem, tako da je bila suha in nisem imel nobene težave niti na spustu, niti na ovinkih.
Potem sem pa itak imel samo še 10 km ravnine do Nove Gorice. Niti ni bilo pretirano megleno. Po poti sem celo srečal enega slovenskega kolesarja, ne preveč zgovornega, moram reči. Ja, kako gre? O, lep dan, ne? Krasno. Ampak super, lep dan. Lepo izkoriščena sobota. Tako, jaz sem pa že nazaj v Novi Gorici. Link do Strave, kje sem se vozil, bom objavil spodaj v opisu videa. Če lahko, dajte tudi vi izkoristiti kakšen lep dan za krog na kolesu. Čuvajte svoje zdravje. Hvala vsem za všečke in dobrodošli vsi novi naročniki. Čuvajte svoje zdravje, ker tale COVID ni šala. Drugače pa hvala za pozornost in se vidimo prihodnjič.